En srčen pozdrav, danes pa resnična zgodba haskija, ki je premagal raka. In sicer na nek način kar sam. Pri tej zgodbi sem sodelovala sama, zato jo res odlično poznam in je malček neobičajna, ampak nam lahko veliko pove. Psi so mesojedci. To je zver in se mora prehranjevati z mesom. Pač izhajajo iz volkov, tale haski v ozadju, ki ga vidite tudi, da so haski zelo blizu volkovom. In to so živali, v bistvu haski živijo takole v mrzlih krajih, in najbolj uživajo, ko je mrzlo in ko lahko lovijo in delajo z ljudmi, vlečejo sanke in podobno. Moja prijateljica je imela haskija in izjemen kuža, v bistvu prijazen, nič napadalen, lepo vzgojen, krasen kuža. In seveda je čez leta zbolel. Zbolel je za rakom. To je diagnosticirala veterinarka in potem so se s tem kužkom vsi ukvarjali. In sicer je dobil najboljšo možno prehrano, ki jo naredi industrija za pse. To so razni briketi in vse ostalo, kar pač spada k kakovostni hrani za pse, katero je priporočila veterinarka. Imel je nekaj operacij in zdravila in v glavnem zadeva je šla na slabše in nič se ni izboljšalo. Moja prijateljica je imela tudi kar precej težav, v bistvu sama z zdravjem. Jaz sem ji takrat sicer namignila, da jaz sem imela v življenju kar precej psov in mačk in sem ugotovila, da njihova prehrana je sestavljena iz čim bolj svežega mesa, če se le da, čim bolj svežega, in seveda najbolj zdravo meso za njih oziroma pač najbolj zdrava prehrana sem ugotovila, da je drobovina, možgani, tisto, kar oni najrajši jedo, jetra, ledvica. To najrajši jedo živali. Tam je tudi ogromno vitaminov, bakterij, ki jih te živali, mesojedske, potrebujejo. Seveda te živali občasno jedo tudi rastline. Imela sem psa, ki je bil nor na maline, pa grozdje, pa mačko, ki je bila nora na tepke. To so te hruške, ki medenijo na drevesu, in je splezala kar na drevo in jih je jedla sama. Jedo pa tudi recimo pasjo travo. To je zaradi prebave. Ta trava v bistvu jim pač povzroči, da je prebava boljša, da so vlakna, da gre tudi pač malo bolj ven iz njihovega telesa blato. Psi in mačke imajo izjemno kratko prebavo, izjemno kratko črevesje, in to pa zaradi tega, ker so mesojedci in mora čim prej hrana iti ven iz telesa, da ne zgnije. Ker drugače se pojavi to, kar se pojavi v tem kužku, in sicer rak. In pa druge bolezni, rahitis, in pač živali imajo ogromno bolezni, sploh mesojedske živali imajo zaradi prisotnosti ogromno bakterij, imajo ogromno bolezni in zelo hitro tudi umrejo, pač njihova življenjska doba ni prav dolga. No, nekatere mačke znajo živeti tudi 20-30 let, ampak to so redki primeri. Zdaj, kako je ta kuža si odpravil raka? Zelo zanimiva zgodba. Prijateljica mi je prosila za pomoč, in sicer je živela z menoj 14 dni, da sem jo naučila kuhati, da sem jo naučila to, kar vam podajam v teh videih, kako naj si popravi zdravje, ker je imela resne težave. V poznejših srednjih letih je že bila. In ko je prišla domov,
in je začela kuhati to hrano, ki je bila veganska, torej rastlinska, izključno rastlinska, je ta njen kužek začel okrog nje skakati, ko je ona to kuhala, in zahtevati to hrano in vohati in skakati gor na štedilnik in okrog nje in na mizo in vsak način. In ta kuža je njej pojedel vso hrano. Vse to, kar je ona naredila za sebe, je kuža vse pojedel, tako da je morala delati tudi za sebe še en obrok. Skratka, delala je 2 obroka, enega za psa in enega za sebe, enega za Huskija in enega za sebe. In sta jedla v bistvu to. In veliko v njeni prehrani je bilo takrat ogromno surove zelenjave oziroma divjih rastlin, ker ona živi v mestu, vendar je šla izven mesta vsak dan peš, da se je še sprehodila, da je imela gibanje, in je nabrala košarico pač divje hrane, za katero sem rekla, da bi bilo super, da bi jo uživala. Se je potrudila in njej je šlo res zdravje na boljš, na boljš, na boljš. Kužku pa je privoščila to hrano, zato ker pač itak bi umrl in itak so bili to njegovi zadnji dnevi, pa naj uživa kužek pač zadnje dneve svojega življenja. Ampak šment. Kužek je bil vedno boljši. Kužek je bil vedno bolj živahen, poskočen, hotel je ven, hotel se igrati, svoje prijatelje spet videti in tako naprej. In ko sta šli čez čas k veterinarki, so ugotovili, da je rak izginil. Raka ta kužek ni imel več. Ta kuža je živel potem še kar nekaj let in je, ne boste verjeli, se je prehranjeval s to hrano vegansko vsa ta v bistvu leta, potem je seveda umrl od starosti. Kužki, mački ne preživijo, ne morejo, njim se celice ne obnavljajo tako kot ljudem. Ljudem pa se celice obnavljajo, in se nam popravijo, DNK, vse se nam popravi, tudi naše misli lahko vse popravijo, seveda s prehrano, brez prehrane ni šans. Ne misliti, da samo z mislimi lahko ozdravite, ker to ni mogoče, vsaj moje izkušnje tako kažejo. Tako srečna zgodba. Zdaj to nikakor ni to namig, da daste zdaj svojim kužkom to pač vegansko hrano jesti. Kužki niso narejeni za vegansko hrano, sigurno ne, vendar pa, če jih vleče določena hrana, jim pač omogočite, da to jedo, razen recimo zelo sladko hrano, kot so banane, da bi se s tem prav prehranjevali, ne, ker to jim res škoduje. Krompir, ne smejo krompirja, imajo zelo radi, pa ga ne smejo, ker nimajo encimov, ali pa, ne vem, pač buhtlo, kaj takega. To jim lahko res paste, ker jim to lahko prebavo uniči. In lahko tudi umrejo od napihnjenosti, ne gre ven, ali pa imate velik strošek pri veterinarju za kakšno operacijo. Tako da pazite. Zadnje čase so se pojavile tudi neke kuharske knjige za pse, v bistvu z nekimi hudimi recepti, s takimi in drugačnimi, tudi testenine, vse živo je. Tako da bodite previdni, ti recepti, jaz sem jih gledala, niso v redu za pse. Niso, sploh če vsebujejo sol, ne, pes ne sme jesti soli, niti maček. In tudi, če boste gledali to mačjo in pasjo hrano, ne vsebujejo nobenih dodatkov in soli, ker enostavno živali tega nočejo jesti, lahko se pa navadijo, ne. Lahko se pa navadijo. In pa dajte, če ste v bloku, če psa ne peljete na zelenico, kjer bi lahko prišel v stik z zelenimi stvarmi, z rastlinami, dajte jim kupiti to mačjo travo in jo nekje imejte v stanovanju, in pa boste videli, če boste pes pa maček tukaj glodala, a ne. Tako da ima za vsak slučaj, če potrebuje kakršnokoli snovi tudi iz trave. Tako da vsem ljubiteljem psov in mačk v bistvu želim vse najboljše za zdravje vaših hišnih ljubljenčkov.
in pa da bi bili zdravi, srečni, zadovoljni, do konca svojih dni in da ne bi pač prehitro vas zapustili, ker to je res ena velika žalost, ko odidejo, ko se človek na njih naveže. Srečno pa zdravo leto želim vam vsem. Nasvidenje.